V življenju spoznamo ogromno ljudi, z večino izmed njih smo v nekem odnosu le zelo kratek čas, spet z drugimi pa odnosi trajajo dlje časa. Ti pa niso vedno le dobri, ampak zelo utrujajoči. O toksičnih odnosih bomo govorili z našo gostjo. V naši dnevni sobi je že Marina Noč, psihoterapevtka. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, toksični ljudje so povsod okrog nas, imajo veliko različnih obrazov, zato jih tudi težko prepoznamo. Kakšni pa so ti obrazi, ki nas lahko tako hitro zavedejo, da sploh ne vemo, da nam lahko ti ljudje tudi škodijo? Ja, zdaj v običajnih odnosih, ki jih imamo z osebami, ki smo si zelo blizu, pri njih toleriramo tudi različna vedenja. Kar je potrebno biti pa zelo pozoren, je pa, da pri teh vedenjih, da ne grejo čez neke naše meje. In ti odnosi so večinoma, se pravi, ti, ki smatramo za toksične, so manipulativni, se pravi, osebe dosti z nami manipulirajo, nas kontrolirajo. Veliko v teh odnosih se pojavlja tudi pogosta kritika. Nekako preokupirani smo s temi odnosi, v bistvu te veze, ki so značilne, nekako za kakor neke take toksične veze so bolj kot ne takšne, da smo večina časa, se pravi, lahko zelo preokupirani z odnosom. In po drugi strani pa so to odnosi, ki so lahko taki kratkotrajno se imaš lahko zelo fajn, so zelo taki dramatični, potem pa na dolgi rok lahko pač ta romanca zelo hitro izveni, kar je zelo v bistvu značilno za te toksične veze, tudi to, da smo konstantno se poskušamo dogovoriti kaj s partnerjem, nikoli nas v bistvu pravzaprav ne sliši in vsi naši pogovori izgledajo nekako tako, kakor da nimajo nekega smisla. Torej so čustveno intenzivni ti odnosi. Zelo. V končni fazi slabo vplivajo na naše počutje. Ampak kako pa recimo, kako prepoznamo njihov vpliv? Ker to je verjetno dokaj težko. Ja, tako. Njihov vpliv lahko prepoznamo na način, se pravi, se počutimo lahko zelo tesnobno, ker naenkrat smo precej negotovi v takih odnosih, lahko postanemo celo depresivni, v teh odnosih smo lahko tudi zelo paranoični, nas je strah, smo prežeti z nekim strahom, enostavno zelo težko smo sproščeni in en tak občutek je, kot da bi izgubljali sebe, kot da ne bi bili to, kar v resnici smo, da ne bi bilo tam prostora. Taki ljudje znajo tudi zelo dobro manipulirati. Kakšne so še druge značilnosti? Druge značilnosti teh ljudi so predvsem v tem, da poleg teh manipulativnih sposobnosti, pri katerih so precej vešči, je to, da ti znajo dati en tak občutek, kot da zgubiš nekak en tak občutek zase, za realnost. Se pravi, kaj je realno, kaj ni realno. Se pravi, kot da počasi izgubljaš nek zdrav razum. Dajo ti občutek, kot da si ti kriv za vse probleme. Se pravi, da karkoli se dogaja v nekem odnosu, da je bolj kot ne krivda na tebi. Konstantno imamo tak en, kako bi rekla, impuls, da se jim upravičujemo. Tako da večkrat se tudi upravičujemo v takih odnosih. In še veliko enih takih načinov je v bistvu, kako lahko prepoznamo toksičnost, je tudi ta, da izgubljamo energijo v takih odnosih. Pa je več teh toksičnih odnosov v partnerskih zvezah ali mogoče v službah? Se mi zdi, da pri sodelavcih je tega kar dost, ne? Ja, zdaj, kar se tiče v službi, je ena izmed toksičnih zadev, je večkrat prisotno neko upravljanje. In zaradi tega obrekovanja in upravljanja, po domač povedan, je lahko velikokrat tudi neko vzdušje precej negativno. Drugače imamo pa tudi različne, se pravi, vzorce teh toksičnih ljudi, kot so narcisi, potem so lahko to mogoče kakšen tak drama queen, veliko drame delajo, v bistvu pa konec koncev želijo samo pač malo pojamrati, pa pač ostati v tej vlogi žrtve. Pol so pa tudi kakšni taki težki ljudje, ki enostavno so precej arogantni, grejo lahko tudi v bistvu čez trupla. Potem imamo pa lahko, se pravi, tudi manipulativne, ki precej lažejo in spletkarijo in nekako gledajo v bistvu, kako čim bolj zase
Kako težko pa prekinemo take odnose, še posebej, če govorimo o službi? Ja, zdaj, kar se teh prva zadeva, prvi korak je predvsem zavedanje, ne? In najpomembnejši korak so pa meje, ampak tako res meje, se pravi postaviti meje takim ljudem, iti tudi na kakšne take tečaje asertivnosti, se pravi razvijati neke načine, kako komunicirati z njimi, naprimer kakšne take težke zadeve, če nas konstantno nek sodelavec, naprimer, želimo nekaj povedati in nas presliši, potem se pravi najti način, razviti način, kako se postaviti zase, vsem skomunicirati tisto, kar je potrebno, ne. Potem so tukaj kakšne knjige o osebni rasti. Pa se odmaknemo načeloma od takih oseb ali gremo recimo ne v napad, ne, ampak da se postavimo zraven njih in se jim upremo? Kako bi to ravnati? Zdaj, če je to nek, odvisno zdaj tudi kako, če je zdaj to neko okolje, če pač rad delaš to, kar delaš, ne, če si rad v službi, poskusiti se prvo obrniti na šefa, ne, in povedati, da se kaj doživljaš, ne, kolikor je to šef. Kaj pa če je šef tisti, ki je toksičen? Tudi to, ja. Če je šef tisti, ki je toksičen, ne, probati zdaj, pač za vsak odnos plačamo neko ceno, ne? Tako da dejansko pri sebi se mora vsak odločiti, da je ta cena vredna, ne? Se pravi tega, ali imamo mi dejansko toliko tega, a ne, kakor si želimo. In kot recimo, oprosti, da ne moramo prekiniti tega toksičnega odnosa. Kaj potem? Moramo sami poiskati psihoterapeuta, recimo? Ali se lahko tudi tale človek, ne, ki nam povzroča, recimo pač neko nelagodje, spremeni? Verjetno ne. A se sploh zaveda tega, ne? Tudi to, ja. Ja, zdaj, eni ljudje se zavedajo v bistvu svojega odnosa in so celo mogoče na to, pač jim je všeč in jim je okej. Uživajo v tem, ja. Tako, in ga ne bodo spremenili. Spet drugi ljudje, ki pa nimajo tako visoke neke čustvene inteligence, pa delajo stvari nezavedno in imajo velik prostor tudi za izboljšanje in potem lahko z različnimi delavnicami in delom na sebi izboljšajo te stvari. Tako da tako se mi zdi, da se tako razlikuje ta dva pola, en, ki pač se ne želi spremeniti in ve, da dela pač toksično vzdušje in atmosfero, in drugi, ki se ne zaveda. Ne. Pa lahko zaradi toksičnih odnosov tudi zbolimo? Ja, seveda. Ja, to pa. Se pravi, dolgotrajno izpostavljanje nekim takim stresnim situacijam, ne, lahko v bistvu tudi zmanjša neko našo nasploh življenjsko dobo, ne. Stres je en tak tihi ubijalec, ne, tako da ja, lahko zbolimo, ne samo psihično, tudi fizično, ne. Kaj so pa recimo vzroki, zaradi česar otrok postane potem toksičen? Kaj mu morajo starši dati oziroma na kakšen način postane, se razvije? Lahko tudi starši denimo vzgajajo toksičnega otroka? Ja, seveda, lahko. Dejansko odraščajo v nekem takem, se pravi, kot otroci že odraščajo v nekem nezdravem okolju, kjer je polno kritike, ne, mogoče tudi včasih so starši večkrat tako ignorirali otroke, ne, zdaj so pač raziskave pokazali, koliko je to škodljivo, ne, ko te nekdo tako ignorira, to je ena izmed najhujših kazni. Potem je neko se pravi, žaljenje, podcenjevanje, ne, take stvari negativno vplivajo pri razvoju občutka sebe in lahko ponotranjimo veliko nekih negativnih prepričanj o samem sebi in o svetu in o odnosih. In potem tudi, ko gremo v odnose, ne, s tako predispozicijo, v odraslih odnosih, ne, smo večkrat bolj nesigurni, tudi nezdravo navezani na partnerje in potem toleriramo različna vedenja, ne, katere smo znormalizirali, pa niso normalna, ne, ampak nam škodujejo lahko na dolgi rok. Ja. Torej, treba je paziti, s kom se družimo in kako se družimo, in seveda treba je biti tudi pozorni na takšne manipulativne ljudi, ki so dejansko okrog nas, ne, kamorkoli stopimo. Ja. Ampak glede na to, da toliko govorimo o tem, jaz mislim, da se vse bolj zavedamo, ne, kako si lahko pomagamo. Tako? Ja. Hvala lepa za današnji obisk. Hvala tudi vam. Hvala.